Levo nič, desno. Kaj naj naredim? Na koga naj se obrnem? O, neurofizioterapevt. To bo to, kar sem le grem. Dobar dan. Dobar dan, kaj pa smo gospodar? Večki mu je zagrabil v vratu, pa sem videl, da imate klele. Ja, si vas lahko, a te lahko jopca slegel? Sedaj sem rešen. Popolnoma ji zaupam. Najbrž mi bo znala pomagati. Kle. Tole, točno to, v redu, dober je. Kar deva zdaj obrniti še malo desno, pa nazaj. Neurofizioterapevt. To je v redu. Fizioterapeut. Še v desno. Fizioterapeut obravnava bolnike, ne vem, po poškodbah, si zlomil zapestje, komolc, kolk in nima opraviti z nekimi nevrološkimi spremembami. Neurofizioterapevt pa dela prav tam, kjer pride do nevroloških sprememb. Delamo z bolniki po poškodbi glave ali pa recimo te bolnike po kapi ali pa poškodba hrbtenice, recimo nekdo skoči na glavo pa si zlomi hrbtenico v vratnem predelu ali pa kje nižji, ne. In delamo tako, da učimo bolnika, ki je izgubil ta občutek za ravnotežje, za zravnave, za prestreznih reakcij nima več, da ponovno dobi vse te občutke, ne. Običajno te bolniki imajo spremenjen mišični tonus, to se pravi napetost v mišicah je večja, kot je običajno in težko to sprosti. Se pravi, je treba upoštevati, kako živci reagirajo, ne, drugače reagirajo in je treba pač z nekimi položaji, z obremenitvijo to sprostiti, ne, da potem lahko izzovemo neko gibanje, ne. Če gre za neke krvavitve ali pa poškodbe v glavi, lahko nima govora oziroma ne razume govora ali pa ne more povedati, razume pa, ne. In glede na vse te probleme potem mu pomagamo, ne, probamo vse te občutke, gibanje nazaj mu povrniti, ne. Za ta poklic je gotovo potrebno veliko znanja in verjetno obstaja tudi šola, kjer se vse to lahko naučiš. V Ljubljani imamo na Visoki šoli za zdravstvo na Poljanski 26A. Traja pa 3 leta, to je visoka strokovna šola, ne, in se vpišeš pol po srednji šoli, ne. Kot sem izvedel, sama šola ni dovolj, da lahko kvalitetno opravljaš poklic neurofizioterapevta. V prvi vrsti moraš imeti rad ljudi. Ne smeš imeti nekega odpora, s tem bi delal, s tem ne bi delal. Vsi ti morajo biti enak bliz, ne, da lahko z njimi delaš. Moraš biti potrpežljiv. Reakcije se počasi pojavljajo. Včasih učiš nekoga, ne vem, premakniti medenico, 50krat ponoviš, 51 še vedno ne zna. Se pravi, treba vztrajati in vztrajati in vztrajati. Mogoče bo pa 60 naredil ta gib, ne. Veliko kreativnosti, moraš biti motorično spreten, moraš znati poslušati. Če dobro poslušaš, potem ti že bolnik sam pove, kje je tisti njegov problem in lahko delaš na problemu. Če ga bolj površno poslušaš, pa bolj ocenjuješ, kakšne so mišice, kakšna je gibljivost, se ti lahko zgodi, da ne delaš točno na tem področju, kjer je res pravi vzrok njegovih težav, ne. Zaznavamo v bistvu preko vseh čutil. Slišati ga je treba, videti ga je treba in občutiti je treba, ne. Seveda, kot pri vseh poklicih, obstajajo tako dobre kot slabe strani. Za mene pozitivne stvari v tem poklicu so, dejansko dosežeš uspeh tam, kjer je težko dosežeš uspeh. In to ti da zelo velik občutek zadovoljstva, tebi in bolniku, ne. Negativne lastnosti bi pa rekla, je pa mogoče to, zelo dolgo delaš z bolnikom, v zelo tesnem kontaktu si in se ti bolnik lahko pretirano naveže nate, ne. Tako da v bistvu ostane odvisen od tebe, kar je pa ravno tako slabo, kot če ni v sami bolezni napredoval oziroma se ni rehabilitiral, ne. Vrat je rešen, ponovno se lahko premikam. Če pa se še kdaj zaskoči, vem, kam po pomoč.